Kako pa gledaš na te neodvisne ustvarjalce, ali pa spremljaš kaj tega mednarodno, ne? Se pravi, čez YouTube, veš, pogledava, ne vem, Mr. Beast, Joe Rogan, Lex Fridman, v bistvu zares neodvisni ustvarjalci, ki sami tudi financirajo ustvarjanje vsebine, ne? Tega včasih je bilo sigurno manj, ne? Ker če si ti hotel imeti neko oddajo, ti je mogel nekdo dati dovoljenje za to, se pravi, mogel je te podpreti, da ti je prostor, da ti je finance, ne? Danes imajo pa ljudje v žepu pač neko medijsko napravo oziroma napravo za zajemanje zvoka, slike, zelo enostavno se to objavlja, ne? Kako spremljaš kaj ta trend, pa kako ti gledaš na njega? Ja, jaz mislim, da to je ena najboljših stvari, ki se je zgodila v tem mojem obdobju televizijske kariere, ker je to na nek način, ne jemlje to kot konkurenco temu, kar mi počnemo, kar naenkrat se je razširil krog avtorjev, krog vsebin, ki prej sploh ni obstajal, zato ker pač so bili, mediji so imeli svoja pravila in tako kot si opisal, si težko prišel zraven in zame, recimo v slovenskem primeru, je to bila zgodba fantov z Jesenic, Ajkole in ostalih, ki sem jih opazil na YouTubeu in začel razmišljati, to so pa zanimivi fantje, kaj bi lahko z njimi počeli, gledaj, imajo nek svoj izrazit stil humorja, videoprodukcija ni taka, kot je za televizijo, ampak to sploh ni važne so ideje, pa kako te ideje izvedejo, in recimo okrog njih sem vložil veliko osebnega časa pa energije, da bi našli en modus operandi, kako bi oni delali na televiziji, zdaj govorim kot skupina. Žal se to ni išlo, pač včasih rata, včasih ne rata. Ampak nekaj ste delali? Ja, nekaj smo delali z njimi, ampak ni tako, da bi pač konstantno, ampak zdaj, če pogledam tako iz te skupine, Mario pač igra tudi v naših serijah, Dejan Krupič je pač urednik za serije pri nas, zaposlen, Goran je pač Goran, on je najtrši oreh, najrajši ima YouTube. Najrajši neodvisen. Neodvisen. Ampak v glavnem, pač moja prva reakcija je bila, kako jih izkoristiti, kako sodelovati z njimi, kako jim najti prostor tudi na TV-ju. Ampak stvari so šle tako daleč naprej, da so zdaj na nek čin komplementarne, jaz temu pravi, ne. Recimo, če pogledaš naše resničnostne šove, zdaj kandidati, kandidatke, nastopajoči vstopajo z neko kalkulacijo, ker danes so to večina njih ljudje, ki imajo svoj biznis, svoj presence na digitalu in vstopajo v naše projekte z neko kalkulacijo, kaj bo meni prineslo, če bom v tej oddaji, kako bo to vplivalo na to moje digitalno življenje, pač z drugačnimi motivi vstopajo kot pa kandidati pred 10 leti, s čimer ni nič narobe, to je super, ne. Se smo tudi po moje celi Sloveniji nazono pokazali v primeru Sanskega moškega, odkrili, kaj je to OnlyFans platforma in mogoče kakšne Slovenke, Slovence spodbudili k podjetnosti tudi v digitalnem svetu, če tako diplomatsko rečem. Veš, kaj mi je bilo zanimivo, ker si rekel, da ne vidiš to kot konkurenco neodvisne ustvarjalce. To mi ne gre nekako skupaj, ker če bi se jaz postavil recimo v tvojo kožo ali pa v kožo neke velike medijske hiše, ne, vedno je borba za neko pozornost. Ne. Absolutno. Imamo fiksno količino ljudi, zdaj imamo pa vedno več vsebine, pa vedno več možnosti. In to bi avtomatsko lahko pomenilo, da se ta pozornost bolj fragmentira, razprši. Ne? In pol imate vi manj te pozornosti in ker imate manj pozornosti, imate manj za ponuditi oglaševalcu. Ja. Ampak glej, to drži. Danes je v prvi vrsti, danes se vsi borimo za pozornost, ker se pač v ta naš čas, ki ga namenjamo zabavi, recimo to se skupaj zabava, je
vključil toliko nekih deležnikov, ki jih pred 15-20 leti ni. Torej, naš prvi korak je pridobiti pozornost, potem gledanost, to gledanost monetizirati in tako dalje. Gledalske spremembe ali pa te uporabniške navade so se vedno spreminjale, nikoli ni bila to neka konstanta. Ne? In tako kot sem prej opisoval ta dvoboj v Slovenijo, pač zdaj to ni več dvoboj, to je zdaj disciplina šport z več disciplinami, če tako rečem. Največji izziv je, kako z našimi vsebinami iti v ta, recimo temu, digitalni svet. Med prvimi v Sloveniji smo začeli z internetnimi stranmi, ko nam nihče ni verjel, da je lahko to uspešna zgodba, danes pa recimo časopisi capljajo in imajo težavo, ker so pač zamudili eno fazo. In vprašanje, če bo lahko sploh ujeli ta vlak. Takrat smo šli malo na glavo, ampak če zdaj pogledaš nazaj, je uspelo. Isto velja tudi z video na zahtevo. Začeli smo z resničnostnimi šovi, z dodatnimi kameri, s plačilom, ustrajali smo pri tem, da pač je treba vsebine plačevati tudi na spletu. Danes ima Voyo, za katerega delamo toliko in toliko originalne produkcije, kupujemo posebne pravice, že čez 160,000 naročnikov. Seveda je pa še cel divji zahod digitala, v katerega moramo vstopati s svojimi vsebinami, tako na socialna omrežja, ker tam pač so ljudje, ki običajno ne gledajo linearne televizije, so pa pripravljeni gledati naše vsebine na nek drug način, ne tako, kot jih mi trenutno večinsko serviramo. Tako da, ves čas se moraš prilagajati. Zato pravim, da je to komplementarno. Mi imamo vsebino, ki je lahko zanimiva tudi tej digitalni generaciji, obstajajo kanali, s katerimi lahko pridemo do njih. Predstavlja pa to ogromno izziv. Eno tako izziv je recimo čas pozornosti, ki si ga ti lahko namenil, kot si opisoval prej, ko si z družino gledal Pop TV, pa danes. Ta čas se je blazno zmanjšal, ker smo vsi bolj navajeni na krajše stvari. In neki generaciji, ne vem, ki je dan stara 15 do 20 let, je kar izziv posvetiti 50 minut eni epizodi Gospoda profesora, pa čeprav govori o njih. To je za njih res taka huda odločitev, da boš 50 minut sedel pa nekaj gledal. Pa se zraven imaš še telefon. Ja, vem, ampak vseeno. Dve stvari konzumiraš naenkrat. 5 minut, 50 minut. Ja. In vsemu temu moramo slediti. Ne? Tudi moje pričakovanje je, da na Voyo tu bomo imeli serije, ki bojo krajše epizode, zato da se prilagodimo tej generaciji. Več, kot sem ti rekel prej, vse se spreminja. Ja. Bistveno je, da greš, da ugotoviš te spremembe, da si mogoče malo pred njimi, da jim ne slediš in da prilagodiš svoj poslovni model temu.